Pozdravljeni. Svojo podjetniško pot sem začela leta 1999. 2 leti kasneje sem rodila svojega prvega sina in leta 2004 svojega drugega. To pomeni, da sem v vsem tem času istočasno bila mlada mama in mlada podjetnica. In skozi moje podjetniško življenje sem doživela marsikaj. Imela take prijetne, pa velikokrat tudi manj prijetne izkušnje. Veste, ni prijetno, ko vas obišče inšpektor. Ni prijetno, ko mi oseba, ki dela pri meni in na njej temelji, ali pa več oseb teh temelji dejansko urnik, mi pove pred sezono, da bo dala odpoved. Nekateri me poznate in veste, da sem imela gostinski lokal v Spar centru v domačem kraju 16 let. Cel čas. In dejansko sem vzela vse vloge v podjetništvu. Bila sem odgovorna oseba, bila sem direktorica, bila sem natakarica, bila sem tudi snežilka, kadar je bilo treba, vodila računovodstvo, edina kadrovnica, edina v marketingu, nabavljala sem robo in tako dalje. Vse, kar se je zadevalo mojega podjetja, ker moje podjetje je mikropodjetje in mogoče v nekem top času sem imela maksimalno 10 zaposlenih, kar je bilo zame kar veliko. In takrat, ko je podjetje malo, si dejansko one man band, si za vse sam, skorajda. Vse te vloge so me nekako črpale, ker sem vedno iz sebe samo dvigovala, nisem pa polagala vase, nisem vlagala vase, nisem v bistvu nobenih depozitov dajala. In zato sem znotraj sebe dejansko čustveno čisto bankrotirala. Kaj zdaj to pomeni? Pomeni bolezen. V mojem primeru leta 2016 sem zbolela, na srečo samo za 3 mesece in sem se potem dvignila kot Feniks in začela čisto na novo razmišljati. Takrat, ko sem začela delati na sebi, se mi je odprlo čisto novo okno v svet. Videla sem in spoznala marsikaj. Najbolje, kar se mi je zdelo, ko sem začela delati pri sebi, da lahko imam ta svoj notranji mir, da mi ni potrebno delati, če nekaj ne želim, da lahko rečem ne, da sem v nekem trenutku lahko sebična in sebe celo postavim na prvo mesto. Neverjetno. Do takrat sem pa takole razmišljala. Bila sem rojena, kot marsikdo izmed nas, v eni hiši, v kateri je veliko sob in vrat. To pomeni, in jaz se nahajam v eni od teh in ravno tako tudi vi. Kaj je to v tej sobi? To so moje dnevne zavedanje. Moje dnevno zavedanje. Kaj to pomeni? To so moje misli na dnevni ravni. To je moje prepričanje na dnevni ravni in moji odzivi na dnevni ravni. In kam me peljajo? Včasih ne po tej poti, po kateri bi jaz želela. In tako je bilo tudi pri meni. Ko pa sem začela delati na sebi, sem pa dejansko spoznala veliko drugih sob, v katere sem tudi šla. Spoznala sem, da sem pogumna, ker sem to začela bolj trenirati, bolj sem začela ozaveščati, ker za veliko stvari v podjetništvu in ko si mama in ko si sobroga in delodajalec in delavec v končni fazi rabiš pogum. Spoznala sem, da imam lastno vrednost, spoznala sem, da si zaslužim, da si lahko nekaj zaželim in da si to tudi zaslužim. Prej sem pa imela ogromne, ali pa ne bom rekla ogromne, mogoče ni najbolj posrečena beseda, ampak dejansko čutila sem strah znotraj sebe, tresla sem se, občasne napade tesnobe sem imela, vse to doživela. To je čisto normalno. Nič pač ni potrebno skrivati in to so stvari, na katerih pač moramo delati. Zakaj? Zato, da obiščemo in spoznamo tudi druge sobe. Da se ne rodimo samo v tej sobi in ne umremo v njej. Zato sem za vas pripravila čudovit 3-urni webinar v ponedeljek na temo odnosov. Večji del bo temeljil na odnosu jaz, to pomeni moja osebnostna rast, ravno to, kar sem vam sedaj povedala, in potem naslednja stvar bo pa odnos jaz do drugega, do drugih oseb v tistem razmišljanju, zakaj mi je tako pomembno, kaj nekdo drug misli, zakaj imam to vedno v glavi in tako dalje. Tu bom uporabljala vse tehnike, katere tudi sama uporabljam, delno iz zakona privlačnosti, v katerega močno verjamem. Zelo veliko sem se naučila in
od Neil Donald Walsha, sploh iz teh knjig Pogovori z Bogom. Potem imam ogromno, no, ta beseda mi ni tako, ampak zelo, zelo veliko vaj od certifikata, katerega delam od Tony Robbins. In imam veliko, veliko tudi drugih zadev pripravljenih za vas. Tako da tisti, ki želite spoznati tudi druge sobe, ki so okoli vas, pa v tem trenutku, zato ker imate veliko slojev na sebi, jih ne morete videti, vas vljudno vabim. Kakšna je vrednost? Vrednost je dejansko enega striženja ali pa enih nohtov, urejenih nohtov, ali pa mogoče polurne masaže. Cena je 26 evrov in dejansko tudi tisti, ki imate podjetje, vam lahko izdam, to je cena z DDV-jem, vam lahko izdam na podjetje račun. Tako da, če ima slučajno kdo še kakšno vprašanje, mi lahko piše na Messenger ali pa prek maila, drugače pa vljudno vabljeni. Se vidimo na webinarju.